Drage gledalke, cenjeni gledalci, prijazen in topel pozdrav iz Posavja, ker bomo v obzorniku preverili, s kakšnimi težavami se soočajo vaščani Rigonc, kako izgleda nova pridobitev leskovških gasilcev ob 130-letnici društva, ter kako teče življenje in delo v Posavskem društvu gluhih in naglušnih v letu, ko praznujejo svojih 60 let. Brežiško občino in vas Rigonce sta nedavno obiskala notranji minister Boštjan Poklukar in novi generalni direktor policije Senad Jušić. Zbrani domačini z županom Ivanom Molanom na čelu so ju seznanili z resnostjo problematike in močno okrnjenim občutkom varnosti zaradi vse večjega števila nezakonitih prehodov meje. Vaščani Rigonc in drugih obmejnih vasi se v zadnjem obdobju dnevno soočajo s skupinami migrantov. Načeloma od lanskega leta, mislim, da je od septembra dalje, je se pojačalo intenzivno, zelo intenzivno. S tem, da že sama številka z policije kaže, da januarja je tavžen 400 prehodov, sam avgust je bil pa 6800. Tako da že to pove, da je ogromna stvar, kar se tiče prehodov. Normalno, da se vsi počutimo ogrožene. Nikdar ne veš, kdo pride, ne? Vaščani so na skupnem sestanku o težavi najprej seznanili brežiškega župana in policijo. Naša varnost oziroma varnost vseh nas vaščanov je bila že tako pod vprašajem, kajti teh stvari, prehodov, migrantov, ki se gibljajo po vasi 24 ur na dan, od jutra do večera, v skupinah po 10, 15, par skupin, se ne moreš navaditi, ne? In živeti s tem je težko. Bojimo se za otroke, tudi za starejše, ljudje se zaklepajo v hiše. Običajno brezskrben počitniški čas je bil zaradi navala migrantov za najmlajše vse prej kot takšen. Za naše otroke so bile počitnice tako omejene. Ni bilo glih najbolj prostega gibanja, ker je vse bilo strah, da se v nekaj zgodilo. Nikoli ne vemo, kaj jim pride, pot je dolga bila že, pa še jih čaka, ne? In res je pa večina mladih fantov. Leta 2015 so bili to, ne vem, revni, pa so šli na to pot, zdaj so pa to mladi fanti od 15 do 25 let starosti in ne vem, vseeno eno nelagodje in strah. Pričakovanja domačinov so bila ob ministrovem obisku, ki je bil posledica pisma in povabila brežiškega župana, da si razmere ogleda na terenu, zato razumljiva. Že zdaj jim obljubim, da bo slovenska policija in pa seveda notranje ministrstvo zagotovilo vso varnost na tem območju, zato tudi povečujemo število policistov, zato tukaj povečujemo tudi število enot. Do česar je prišlo že v dneh pred samim obiskom. Domačini so hkrati dobili še nekatera dodatna zagotovila. Obljubili so, da panelna ograja ostane. Mi se še malo bolj nagibljamo k temu, da je še po vasi, kjer je ni, da jo še postavijo. Vidimo, da je to edina rešitev, da jih mogoče usmerimo na določene koridorje, samo ne da nam bojo to hodili po vasi na poprek, ne? Ker to ni način, no? Ne za nas, ne za njih, ne za nikogar, ne? Panelno ograjo si domačini želijo tudi zato, ker se je del obstoječe žičnate izkazal za neučinkovito. Čez tisto žičnato ograjo gredo, kot da ni nič. Kaj pa tisto čez žičnato ograjo vrže bundo jakno in ne vem, na določeni deli so panelno ograjo podrli so jo in smo jo sami vaščani popravili nazaj. Ocene domačinov, da tam mejo in posledično vas prečka velika večina migrantov, je ob obisku potrdil notranji minister. Kot je poudaril, na tem območju poteka več kot 90% vseh ilegalnih prehodov državne meje, delo policije pa je označil za dobro. V tem letu je prejela več kot 30 tisoč ilegalnih oziroma ilegalnih prehodov slovensko-hrvaške meje, tako da tukaj moram slovensko policijo pohvaliti, kajti na področju nezakonitih prehodov meje in pa seveda ilegalne migracije dela učinkovito.
Minister je hkrati spomnil, da je Hrvaška v začetku leta vstopila v šengensko območje ter da se je število ilegalnih prehodov državnih mej povečalo na celotni zahodno-balkanski poti. In seveda, ukolikor Republika Hrvaška ne zmore varovati zunanje šengenske meje, slovenska policija seveda lahko pomaga, ukolikor bo seveda Republika Hrvaška in pa seveda Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške zaprosilo za pomoč. Za to pomoč smo vedno pripravljeni pomagati, kljub temu, da že slovenska policija deluje v mešanih patruljah s hrvaško policijo, pa vendar, ukolikor bo potrebno varovati zunanjo šengensko mejo z večjim sestavom oziroma s pomočjo slovenske policije, bomo to seveda tudi naredili. V Brežicah imajo glede hrvaškega nadzora zunanje šengenske meje nekoliko drugačen pogled. Imamo tu občutek, da pač Hrvaška ne izvaja šengensko meje tako, kot bi morala. Ministrico za zunanje zadeve, policijo in vse ostale organe je Molan zato pozval, Da nekako na višjem nivoju poskušajo s Hrvaško dogovoriti, da to upravljajo bolj vestno in pa v skladu z zakonodajo. Vkolikor pa to ne, pa jaz mislim, da bo morala tudi Slovenija razmisliti o tem, da ustvari nazaj svojo kontrolo, podobno kot Avstrija, kajti dejansko na tak način, kot se sedaj to dogaja, je izjemno neprijetno predvsem za naše občane, za varnost naših ljudi. Minister in generalni direktor policije sta ob obisku Rigonc kot velik problem izpostavila tudi tihotapljanje ilegalnih migrantov. V letošnjem letu 241 tihotapcev prijetih, zoper 214 odrejen pripor v nadaljevanju, kar kaže na zelo dobro sodelovanje vseh pristojnih organov pri obvladovanju oziroma reševanju vprašanja tihotapstva migracij. Gre pa se seveda za posameznike in kriminalne združbe, ki izkoriščajo stisko ljudi, zato je to še posebej neprimerno in pa seveda kaznivo. Kljub izrazito povečanemu številu migrantov, za katere Slovenija ostaja tranzitna država, kot povedo vaščani, k sreči ni prišlo še do nobenega resnega incidenta. Dodajmo še, da je notranji minister le dober teden dni po obisku brežiške občine v odgovoru na poslansko vprašanje dejal, da bo ograja na meji v skladu s koalicijsko pogodbo v celoti podrta. Kdaj naj bi do tega prišlo v Rigoncah, kjer so jih domačini več kot očitno naklonjeni in se jih zaradi navala migrantov bržkone ne bodo zlahka odpovedali, pa zaenkrat ni znano. V Leskovcu pri Krškem so imeli pred kratkim veliko razlogov za zadovoljstvo. Tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo, eno izmed starejših v Krški gasilski zvezi, je slovesno beležilo častitljivo 130-letnico svojega plemenitega poslanstva. Proslavljanje visokega jubileja, ki so ga, kot je za tovrstne priložnosti običajno, začeli s prihodom številnih praproščakov, je bilo nekaj posebnega tudi zaradi novega ponosa društva, sodobnega gasilskega doma, ki predstavlja uresničitev dolgoletne želje po ustreznih prostorih. Že lansko leto, ko bi morali praznovati 130-letnico, ker naša obletnica je, mi smo bili ustanovljeni 1892, se pravi, da bi 2022 praznovali 130-letnico, ampak ker smo imeli lansko leto gradbišče, smo bili prisiljeni, da praznujemo našo obletnico v letošnjem letu. Ta dom nam bo omogočil boljše pogoje za delovanje, predvsem, da bomo lahko izvajali v teh prostorih tečaje, predvsem mladine, da se bo mladina izobraževala. Svoje znanje in veščine pa bodo z odpravo prostorske stiske bistveno lažje pilili tudi starejši člani in članice enega izmed močnejših društev v Posavski regiji. Z razvojem človeštva seveda so se tudi naše nevarnosti povečale in obseg del, ki jih gasilci upravljamo, je iz dneva v dan večji. S temi naravnimi ujmami pa seveda tudi naše delovno okolje postaje popolnoma drugačno in tudi drugačne pripomočke moramo imeti, zato gasilci potrebujemo večje prostore. Sodoben gasilski dom je plod trdega dela in več desetletnih odrekanj Leskovškega društva ter skupnih prizadevanj občine, mestne četrti, gasilske zveze in mnogih donatorjev. Tu smo se združili, povezali in gasilci, tako kot vedno, kadar smo združeni, povezani, zmoremo vse in še več. In tako smo prišli in do kulturne dvorane in do društva bojo imele noter sedeže in sedež krajevne skupnosti in pa seveda tudi do prepotrebnega gasilskega doma. Tako kot pravijo, najprej štalca in potem vse ostale stvari. Štalco smo zgradili s skupnimi močmi,
zdaj se bomo začeli pa posodabljati na opremi, predvsem pa bomo veliko delali na članstvu, da bomo še pridobili veliko več članov, predvsem mladine. S prenovo in dozidavo večnamenskega objekta, urejen gasilski dom, za katerega je Leskovško društvo tudi s pomočjo na razpisu pridobljenih sredstev prispevalo 115 000 evrov, bodo že v kratkem uradno predali svojemu namenu. Vse skupaj smo vnotraj vložili, pa je bilo vloženih 900 000 evrov. Skratka, Leskovec je dobil objekt, katerega si zasluži in verjamem, da bojo ključi predani pravim uporabnikom v roke. Ponosni na prehojeno pot in enega najpomembnejših dosežkov društva 3. kategorije so poleg župana tudi v Krški gasilski zvezi, ki pod svojim okriljem združuje 27 društev. V Gasilski zvezi Krško smo izjemno veseli pridobitve prostovoljnega gasilskega društva Leskovec pri Krškem. Je zagotovo eno izmed aktivnejših društev naše zveze, ki šteje kar 3601 člana. In z današnjim dnem se veselimo skupaj z njimi. S praznovanjem 130-letnice Leskovškega društva so hkrati obeležili tudi gasilski dan Krške gasilske zveze. Praznik vseh gasilcev mestne občine Krško je bil lepa priložnost za zahvalo za vso nesebično pomoč in požrtvovalnost, ki so jo društva izkazala ob letošnjih naravnih ujmah. 13.7. je pisal ta datum o 15:15 uri, ko je ujma šla čez našo občino, Dobrselj občine je poškodovalo strehe, vinograde, poljedelske pridelke, skratka. In ponosen sem bil, da imamo lahko v občini Krško takšno vojsko, če tako rečem, gasilcev, ki so priskočili na pomoč, pustili svoje domače ognjišče, če tako rečem, in šli v pomoč drugemu. Skratka, enako so se odzvali tudi v poplavah, ki so prizadele Slovenijo v mesecu avgustu. Skratka, resnično sem ponosen župan, da imam tako vojsko gasilcev za sabo. Del te so seveda tudi članice in člani ter dobro usposobljena operativna enota Leskovškega društva. Imamo 32 operativcev, skozi delamo na tem, da jih bomo imeli čim več. Smo zelo mladi operativci, tako da sem na to zelo ponosen. Letos smo imeli že 39 intervencij, nekih je bilo skupaj, ampak če gremo gledati po vulkanu, ločenih je 39. To je, jaz mislim, da v naši zgodovini društva največ. Danes 154-člansko prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem, ki se dobro zaveda pomena dela z mladimi, o praznovanju jubileja že kuje nove načrte. V prihodnje si želimo predvsem sodobnejši vozni park. Naša vozila, bom rekel, naša cisterna je stara, se pravi letnik 1984, to je dobrih 38 let. Imamo mlajšo, ki je stara 21, kombije, ki je star 18 let in pa poveljniško vozilo, ki je staro 16 let. Tako da v prihodnjih letih upam, da bomo z mestno občino Krško dosegli sporazum in bomo začeli izvajati 5-letni plan nabave gasilskih vozil in nekako upamo, sicer v letu 2024 smo bili predvideni, ampak če bo tole v letu 2025, bomo bili zelo veseli. Prav zaradi vprašanja posodobitve voznega parka pa se je na pomembni prelomnici, kot je bilo slišati na slovesnosti, sicer znašla celotna Krška gasilska zveza. Gasilska zveza Krško se že v bistvu kar nekaj časa sooča z kar navsezadnje kopico težavami, ki so se v bistvu kopičila zadnjih nekaj desetletij. To ni nova stvar. Namreč imamo naše vrste kar precej podhranjene z gasilsko opremo, predvsem naš vozni park, kar je tudi v letošnjem letu se nam pokazalo. Na intervencijah smo imeli kar veliko število okvar voznega parka. Da bi gasilsko zvezo lahko popeljali v nove čase, bodo po mnenju predsednika skupni jezik glede sofinanciranja drage, a prepotrebne opreme morali najti vsi deležniki, vključno z gospodarstvom. Mi v naših članskih vrstah vedno odgovarjamo na klic na pomoč. Sedaj pa je prišel čas, ko bomo morali krepko poseči tudi po tem delu, da bomo na potrebe sodobnega časa odgovorili tudi s prepotrebno opremo.
V Gasilski zvezi bodo temu vse prej kot lahkemu vprašanju v začetku novembra posvetili posebno strokovno srečanje, na katerem ji bodo pot do odprave nakopičenih težav gotovo pomagali iskati tudi v Leskovškem prostovoljnem gasilskem društvu. Društvo gluhih in naglušnih Posavje Krško, ki v letošnjem letu obeležuje 60 let, vse svoje sile usmerja k osebam z izgubo sluha in nudi pomoč, svetovanje. Veliko aktivnosti za mlade in odrasle gluhe in naglušne osebe jim pomaga lajšati življenjske potrebe in uresničevati želje. Od leta 2014 v društvu poteka tudi program osebne asistence. Posebne prireditve ob okrogli obletnici sicer ne načrtujejo, vsekakor pa se hote ali ne hote ozirajo v preteklost, še bolj pomembno pa je, da jim ne zmanjkuje idej za v prihodnje. Lahko rečem, da so ta leta pravzaprav za društvo pomenijo veliko lepih novih doživetij, programov, razvoja pravzaprav programov društev oziroma društvene dejavnosti in pa seveda storitev, ki jih izvajamo za osebe z izgubo sluha tukaj v Posavju. Društvo je v začetku delovalo v zelo skromnih prostorih v starem domu kulture, tukaj na Vidmu v Krškem. Potem se selilo v večje prostore v stanovanjskem bloku in leta 2006 smo kar po dolgem delu, po dolgem trudu, ki smo ga vlagali v to, vendarle zbrali sredstva in kupili to hišo, ki je za nas tako imenovana sončna hiša. Tako smo jo poimenovali zaradi svoje rumene podobe in pa seveda zaradi vzdušja, ki v njej vlada. Društvene programe vse skozi nadgrajujejo. V 60 letih seveda smo v društvu razvijali nove programe na področju kulture, izobraževanja, športa, informiranja. Vključevali smo se v različne aktivnosti, ki so jih izvajale tudi druge javne službe in pa zavodi. Vključujemo se v dejavnosti Ljudske univerze, v dejavnosti knjižnice, Valvazorjeve knjižnice tukaj v Krškem in pa seveda v aktivnosti, ki jih tudi izvajamo v osnovnih šolah in pa vrtcih v Posavju. Tu naj omenim predvsem učenje in pa prepoznavanje slovenskega znakovnega jezika mladi generacije. Zanje pripravljamo predstavitvene delavnice, branje knjig v slovenskem znakovnem jeziku, učenje posameznih kreten. Se pravi, da tudi na nek način poskušamo integrirati slovenski znakovni jezik v mlajšim generacijam, saj opažamo, da kljub vsej popularnosti slovenskega znakovnega jezika ga mlajši rodovi gluhih, naglušnih oseb vedno manj uporabljajo. Gluhi in naglušni se pri svojem vsakdanjem življenju srečujejo s prenekaterimi ovirami. Glede tolmačenja je res opažamo težave pri gluhih, pa tudi naglušnih osebah. Prvo, glede gluhih, veliko vprašujejo osebe, želijo, zahtevajo, težko ustavijo, ne dobijo tolmača. Tudi ni dobro organizirano, naprimer pri zdravniku čaka gluha oseba, dobiš ali pa ne dobiš tolmača, to je zelo težko. Tudi lokalni občine, upravne enote težko razumejo brez, recimo, naši uporabniki težko razumejo brezslušne zanke. Tudi v kulturnih domovih opažamo, da so sicer nameščene te slušne zanke, ampak ne funkcionirajo z slušnimi aparati. In naglušne osebe pravzaprav tako izgubijo komunikacijo oziroma ne slišijo, kaj se v prostoru dogaja. Vendarle pa skozi leta opažajo napredek na tem področju. Sedaj že počasi, pomalem je boljše. Tudi z Zvezo gluhih in naglušnih Slovenije se trudimo spremeniti zakone, od ustave naprej do vseh pravic gluhih in naglušnih oseb. 62. člen
končno vključen v ustavo in imajo gluhi pravico in naglušni pravico in priznanje do tolmača, da lahko v šolah, lahko zraven tolmačijo, prevajajo, spremljajo tudi med študijem in končno je gluhi in naglušni lahko študirajo in seveda, da je vedno ta tolmač pri njih prisoten. Simon je bil 2 leti zaposlen preko javnih del, sedaj pa je zaposlen redno in opravlja številna dela. 6 mesecev sem bil star, ko sem postal gluh zaradi pritiska. Hodil sem v šolo v Zavod v Ljubljano. Ko sem končal šolo od 5. do 17. leta, potem sem jim dobil službo in prihajal v društvo, kosim travo, pomagam v društvu, pomagam gluhim, ki ne more hoditi, mu pomagam urejati njegovo, kosim, prinašam mu hrano, pomagam mu čistiti. V društvu sem predsednik športa, vedno manj je tega športa, nažalost. Imamo pa mladega šahista, ki je zelo dober tudi na državnem prvenstvu, Bruno Glas. Urejam športne novice za gluhe, da vidijo, kdaj se kakšno državno prvenstvo odvija. Urška, ki se med drugim ukvarja s fotografijo, je v društvu zadolžena za številna administrativna dela. Sem gluha od rojstva in imam polžev vsadek, s katerim se lažje sporazumevamo in komuniciramo preko slušnega aparata. Zaposlena sem v društvu gluhih in naglušnih Posavje Krško. Delam evidenco, osebno asistenco, dokumentiranje, pisarniška zadeva. Zaposlena sem že 4 leta. Rada obiskujem društvo, se pogovarjam s članom, se družimo, ustvarjamo delavnice. Sem jaz tudi kulturna sekcija društva gluhih Posavje Krško. Izvajamo delavnice, kakšne so ustvarjalne delavnice v vseh letnih časih. Zimske, poletne, spomladanske, poletne stvari. Sem tudi sodelovala likovna kolonija. Sem tudi risala svoje portrete, sem tudi izvajala tem, v začetku septembra delala tem. Sodelovala sem tudi različnih projektov, preko ministrstva, centra za socialno družino. Svoje delovanje predstavim tudi v šolah, predstavitev znakovnega jezika v šolah, v vrtcih, kakšno predavamo svoje sodelovanje. Veliko pomeni družba, se med sabo razumemo, se družimo, sodelovanje, se radi drugemu pomagamo, drugemu, se radi se imava. Vladka je članica društva že več kot 2 desetletji, zadnja 4 leta pa deluje tudi kot osebna asistentka. Jaz sem osebna asistentka, delam že 4 leta. Pomagam uporabnici, da je v družbi, da se malo igramo, pogovarjamo, greva na sprehod v trgovino, greva na kavico, tudi greva v knjižnico, pogledava knjige, prebereva knjige. Prihajam pa tudi v društvo zaradi družbe, ker sem gluha. Prihajam rada na predavanja, tudi na ustvarjalne delavnice. Rada grem tudi na izlet, na morje, kopanje. Prihajam iz Hrvaške v Slovenijo in sem se poročila tukaj. 23 let je že tega. V društvu sem članica. Všeč mi je, ker je družba, ker je komunikacija. Imam prijatelje. Veliko novega, zanimivega se dogaja, zato ker so nove informacije. Anton v društvo prihaja kot uporabnik. Ko sem bil star 9 let, sem se včlanil v društvo in do sedaj sem ves čas član društva.
Ko sem bil mlad, sem streljal s puško, različne športe, nogomet, odbojko. Različne športe sem gojil. Prihajam zaradi druženja, da vidim, kaj je novega, na izlete rad grem. Pomemben del Društva gluhih in naglušnih Posavje Krško predstavlja tudi program osebne asistence. Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško je ena izmed izvajalskih organizacij na področju osebne asistence, tako da na nas se obračajo tudi invalidi oziroma posamezniki z invalidnostjo različnih vrst. Trenutno imamo zaposlenih že približno 80 osebnih asistentov, posameznemu uporabniku lahko pripada različno število osebnih asistentov. Pri nas je recimo zelo malo gluhih uporabnikov, imamo veliko več drugih posameznikov z drugimi invalidnostmi, tako da gluhi se redko odločajo za osebno asistenco. Delo usklajevalca je predvsem, da uskladimo želje uporabnika s tem, kar mu lahko osebni asistent nudi. Skrbimo za plane dela, se pravi za urnike. Tega največkrat izoblikuje uporabnik sam, glede na to, kakšne potrebe ima, kakšne želje ima. Hkrati pa pri tem smo nek gospodarni z denarjem, ki nam ga da ministrstvo pri tem. Okrogle obletnice pa so tudi priložnost za kovanje načrtov za v prihodnje. Za načrte društva tudi do sedaj tako naprej dobro delati, programe, ki smo jih pripravili, različne aktivnosti, kultura, šport, sociala, izobraževanje. To moramo držati in voditi naprej. Če bo kakšna sprememba ali pa nove stvari, pa bodo tudi dobrodošle. Društvo gluhih in naglušnih Posavje Krško je v letošnjem letu prejelo jubilejno nagrado Mestne občine Krško ter naziv Najprostovolec Mestne občine Krško. Leta 2012 pa občinski znak. Hvala, ker ste se družili z nami. Naj se vaše kolo časa do našega prihodnega snidenja vrti čim bolj gladko in ne prehitro.